Ne boste verjeli, ne znamo avto zakleniti. Mislim, tole je pa fenomenalno in ful topla voda. Tale ima 39 stopinj. Več je teh bazenčkov. Mislim, da so 3, ne 4, lejte, tale je hud. Tegale bi jaz šel. Ja, more je pa zakon. Tole treba kakšno dobro fotko narediti. Dober je, dober, res je dober. Za v hribe si boljša kaj jaz. Mnogo boljša. Zdaj smo pa prispeli v naš apartma na otoku São Miguel. Tole je kar orang zadeva. Evo, tole je ena sobca. Tle bom jaz. Potem imamo tukajle kuhno, jedilnico, potem so pa gor pa še 2 sobe. Imaš luč vžgano? Evo, tukaj je ena soba, potem je tukaj druga soba in tukaj kopalnica, WC. Dobro jutro iz otoka São Miguel. Da vam pokažem naš nov avto, ki ga imamo. Ni tokrat ni C3, pa da vam še od odzunaj pokažem, kako izgleda ta stavba, kjer smo. No, tukaj je ta stavba, kjer imamo apartma. Tamle tistele bele vrata so vhod in imamo gor 2 štuka, kakor ste videli v videu, lepo. No, tole je pa naš nov avto, Nissan Qashqai. Veste, koliko je bil na dan, brez zavarovanja? 9 €. Ne moreš verjeti, kako tu čez pridejo. Tukaj, čist zraven apartmaja, imamo pa tole neka miniaturna zadeva, ko bi rekel, neke kmetije, pač neke stare hiše. Noter se ne smejeti, kar je logično, ker je ograja. No, tukaj je pa tudi ena lepa hiša pred nam, pa en spomenik. Bomo to še vse pregledali. Čist zraven apartmaja, evo tamle 30 metrov stran je, imamo tudi tale lep park. Sicer ga ne bomo imeli cajt koristiti, ker smo gledali, tle je toliko zanimivih stvari, da ne moreš verjeti na tem otoku. Čeprav bomo 4 dni, ne bomo vse videli, sigurno, ne. Glejte, morje pa tudi tamle že od zadaj, se pravi, čisto ob morju smo, bomo šli tudi še to pogledati. Drugače pa, da vam povem, ne, mečkam pa sem sad. Dežja. Tu zdaj smo ga imeli pa že 2 dni, pa še danes zjutraj je padal, zdajle je nehal, pa se je že zjasnilo, pa se je spet zoblačilo, ne. Tako da, če se bo pa tule nadaljevalo, bom pa malo slabe volje ratal. To je zaenkrat edina slaba stran Azorov vreme. Tudi tam, ko smo bili na Piku, na otoku Piko, ne, koliko smo tam nismo pogledali lepih stvari. Ko sem gledal pol to na internetu, na slikah, ste, koliko čudovitih stvari je bilo. Ne samo, da nismo šli na vulkan, koliko raznih malih vulkančkov, ki ima noter jezero, celo 2, 3, pa različne barve, pa tako naprej. Tako da, mislim,
Jaz upam, da bomo imeli zdaj majčkeno bolj srečo s tem vremenom. Še te v bistvu 3 dni, ko smo, 3. 1, 2, 3, 4, slabe 4, ne. Čakamo zdaj lastnika, ki ima tle agencijo zraven, da nam pobere podatke, pol pa gremo raziskovati. No, zdaj sem se pa sprehodil še teh slabih 100 metrov dol do plaže. Takole je, razburkano morje. Tukaj je en gradbišče. Takole, no, ampak ob morju je zmeraj luštno. No, tamle pa en otok čez. Tis pa še večji debeluhar, ka nas čure. Pa si še lačen, ne, Mico? Glejte, koliko je širok. Ti imaš tle pri restauraciji živiš, ne, in se nažiraš. Lep si, daj da te malo pobožam. Tole smo pa že prišli na prvo znamenitost. To so neki žvepleni izviri in seveda kakšen je vonj tukaj, lahko ugotavljate. Lahko pišete v komentar. Glejte, zanimivo, ne, tukajle. Vidite, kako to mehurčki ven hodijo. Pač tukaj gre žveplena para ven. Glejte, tudi tukajle se kadi. Najbolj je tamle od odzadej. Sem se ne da čez zraven prideti, ker to je ograja. Drugače pa tudi tamle vidim, je pa en jezero velik in vidim tudi ob jezeru, da se to ven kadi. Gremo bližje pogledati. Jezero 30 stopinj, preteče noter ta topla voda, tukaj naprej. Tukaj je čisto mrzlo. Kaj to pomeni, če smrzla? Pa sam še okoli 15. 15. Recimo. Pa še da je še začel. Da še začel. No, tole je pa tale jezero. Glejte, potem pa še, vidite, tle tudi ven to gre ta žveplo. Sicer so ogradili, da človek ne pride bližje. Se pa čudim, da ni rumeno nič. Ker žveplo je živo rumeno in sem to že videl na otoku Vulcano na Siciliji. Pa je bilo tako take lepe rumene zadeve. Glejte, tamle pa še eden, gremo ga še tega pogledati. Je za zdržati. Vročina, ja. Za jajca peč dober. Zanimivo ni nič videti, pa da je to koroče. Ampak verjamem, da je. Vroče je. 100 stopinj. 100. No, ne nikam, no. Še malo. No, to pa za njegov obraza. Nekaj tako vroče. Tole je pa neke vrste restauracije, ki se sicer še ni odprla. Glejte, tle kuhajo gor. Tako da mi imamo plan to jesti, sicer pol. Pozen kosil, zgodna večerja. Bo prav zanimivo videti. Zdaj se pa še malo tle sprehodimo. Tale voda tamle, po mojem, ima pa kar 100 stopinj. Če bi jih imela 50, šel človek probati. Ne boste verjeli, ne znamo avto zakleniti. Zakleneš, vse kao zaklenjeno, vrata zaklenjena, havbo podpreš lahko. A ima tu kdo kakšno izkušnjo, kako to rešiti? Še vedno ne gre. Bolj stran pet, ja.
Noče. Zdaj pa prtljažnik je pa zaklenjen. A smo mi neumni ali imajo pa to Japonce en čuden sistem? Lej, havba bo zdaj se pa odprla. Lej, tako da lej. Zaklenjen. Je, okej. No, zdaj gremo tlele. Imajo butasto, da lahko samo prek interneta plačaš. In mi smo zdaj plačali in neki problem. Tale tip je bil pa tudi prej nesramen kastomater. Bom pol več povedal. Tle lahko kupiš samo za kreditno kartico. Tale tip, ki ste ga prej videli, smo prej sem preletel, prej smo imeli karte. Dež padel kastomater in nam ni pustil, da bi tle pod streho rezervirali. Točno tlele. Je pa fino, da nas to, da na Googlu sigurno dobijo enko. Pa še nem parem bom rekel, da je bojo dobili. One locker. No, se tu zgleda pa kar aktualna zadeva. Dajte bazenčki. Noro. Ampak drugače pa čisto vsako stvar zaračunajo. Pa teli so kar malo tečni tle neki varnostniki. Ni tule slabo, lejte, res ne. Imamo pa samo urco pa pol, pa 8 evrov stane. No, se cena je še normalna. Tukaj je izvir. Tle najbrž najbolj vroča, bomo videli. Evo, gremo probati prvega. Kar. Mrzla, ne? Pol pa ne grem noter. Ne, zdaj ne bom šel. Če ni 45, jaz ne grem. Zdaj, kako vam bom povedal? Skoraj prevroče. Kako je? Čist brez sveze, a? Čist brez sveze. Zunaj sneg bi bil kraj. Sam 39 stopinj ima. Premalo. Tole je boljška Wim Hof. Dobro. Se je. Praviš, to 8 evrov je tole splačalo se. Samo kratka je. Urco se bomo namakali, da bo tukaj. Vel nazaj. Ti bojiš laske zmočiti? Vam se bojim. Ja, sej, lej kako tišči. Lej, vidiš kako? Ne moreš verjeti. Baba brezobrazna, lej. Kurva, pa nimajo. Ej, da pa pravi kdo, da so tam mladi v kurcu, kurva, tudi to stari so. Svila ti to? Kar uštulila se je. Zritala preč. Zritala me je preč. Ja, zritala. Ja, vidiš, zdaj pa gre, ni mogla minuto pa časa. Boš mena. Evo, Maja se zdaj zgorila. Pa bolj toplo kot vodni park Bohinj. Je? Oni imajo mrzlo vodo. Pa ne, da ti zdaj Bohinj kritiziraš. Kaj? Ne, da zdaj Bohinj kritiziraš. Ne, sam povem, oni imajo Wim Hof. Wim Hof. Ja, lej, vsako je za nekaj dober. Zdaj pa z vsem stvarmi letim v drug bazenček.
Da vidimo. Lej, ta je prazen, čist skoraj. Tale je najboljši. Samo je Rok rekel, da je morda bolj mrzla voda, ker ni nobenega. Bomo videli. Čak, da probam. Čist topla je, dober je. Evo, da vam pokažem ta bazenček. Tak, malo bolj privat. Super je. Kaj praviš, Maja, na tole? Ta je pa še boljši, a? Sploh nič nam rekla. Ne boš. Ne bom. Boš čez 1 uro, ko treba vanjeti. Ja, takrat naredim. Zdaj pa še od tegale. Tale tudi super zgleda, fino je, ker ni več gužve. Prej je bilo ful. Da vidimo. Wow. Voda 39 stopinj. Uživaš? Dobra fora. Grem še snoter. Kamera se je čist zarosila. Sauna! Sauna. Vrhunsko. Pa gremo probat še ta zadnjega od 4, to je tale. Glejte, kako je tamle fino, ker smo prej bili, tako da prej je bila ful huda gužva, zdaj so pa zgleda ljudje na kosil šli, tako da je boljš. Do zdaj bi vsak nekaj posebenega, smo videli, če tudi ta, mislim, dober, ta pa nima biti kaj, ampak za probat, kaj pa je. Malo globoko je mogoče, ja, 130 centi, tole slopovčke ima, pa tole je vrhunsko, ne? In se tole nasloneš, pa malo meditiraš, opazuješ stvari. Ljudje vam povem, tole imamo omejeno na uro pa pol in mi ni čisto všeč, ker hitim, pa da bom vse posnel, pa tako naprej, ne? Drugač bi jaz tu pa tle kar ležal. Naj vam povem, da to niso edini topli vrelci, ki jih bomo obiskali. Mislim, da še 3 obstajajo, vsaj na 2 bomo še šli. Drugače je tudi še eden tukaj v tem istem kraju, ki je pa taka čist blatna voda, ampak tu je zato, ker je pač zdravilna, ne? Ampak je zaprto, neki prenavljajo, verjetno tudi malo zato, ker ni sezone, ampak verjemite, da so še ful dobri. Eden je, ki je v morju, se pravi, tik ob morju so ful te vrelci noter in vodo se grejejo v bistvu glih naprav, ne? Glih nekaj tazga, če sem jaz razumel. Tako da neč, mečkaj bom zdaj še užival, tako da to je bilo to, kar se tiče javljanja iz tukile. Zaključili tole kopanje. Vrhunsko. To je pa fino, ker tudi če je slep vreme, ker tle pa čisto vsem kakšen vreme je še boljš, če je slep. Fantastično vam povem, tako da. Wow. Evo, še malo odbliži, da vidite, kako to deluje. To je po mojem vroča voda, ima 70-80 stopinj saj. Ali morda pa 100 ali pa več. Evo, tlele bi se šli kopati. Tle bi nas pa segrelo. Tu smo pa sedaj v vasici, ki se imenuje Ribera Quente. Pač videli smo, da imamo samo še 2 kilometra. Smo rekli, gremo pogledati, ker nazaj grede bomo pa en slab pogledali. Je pa lepa vasica, pa zanimivo, ne? Tam, ko smo prej bili, je dež začel padati, pa je to manj kot 10
kilometrov stran, ne. Tle pa, kakor vidite, lepo sonček in moram reči, po 2 dneh, skoraj 3, je fin občutek, ko sonce sije. Evo, tukaj smo mogli preko tunela iti peš, da smo prišli do tegale slapu. Aha, pa lejte, tle, ki ga vidite, je pol še gorje naprej. Ne vem, če se to vidi na kameri, nisem to, kar vidite. Bomo šli dol, pa gremo čist pod njega. Ja, pa se da prideti nekam, lejte. Gre pot, gre bolj džungla varianta, ampak gre. Madonna. Zdaj smo pa prišli na razgledno točko tik nad tem jezerom, kjer smo že bili. Bili smo, lejte, tamle spodaj, tamle, če vidite na sred ekrana, tle so tisti vrelci, mislim, kadise ven, ne. Saj malo se vidi. Zdaj, ki bi sonček posijal na ta jezero, bi bilo lepš. Tako je pa tako, kaj je, ne. Saj tle gor že malo sije, lejte, kako je lepo. Je prav lepo sonce čutiti po 3 dneh. No, smo na novi točki. 1 slap, 2 slapova mogoče, pa malo pohodništva, tako da kar gremo. O, tale je pa kar zanimiv. Tega bi pa mogoče celo šel postojalo, pa naredil kakšno dobro fotko. Bom videl, če bo čas. Evo, tle je treba previdno. Pravijo, da drsi. Kako pa tle čez? A, tlele. Samo tlele pa je nevarno. Evo, uspel. Evo, tik pod slapom. No, po ene 5 minut hoje smo prišli semle. Tle je, lejte, 1 slap. Kar pada dol. Tamle pa drug. Evo, zanimiva soteska. Pot, po kateri smo prišli, je pa taka. No, tu smo šli pa še do vrha slapa. Sicer ne vidiš nič, seveda logično slap, boljš vidiš od odzgore, ne. Ne od odzgore, od odspodaj. Gremo pa še dol ob reki. Tukaj naj bi tudi bil še en slap. Bomo videli. Lepa kafanica za kavico spiti. Ne vem, če bomo cajt imeli. Bi rad še kaj najbrž pogledali. Zanimiva soteska, lejte, tukaj je en naraven slap, pa voda teče. Tistole tamle gremo, pa tudi od tja, ti se vreden pometen slap. Ampak ne zato, kakorkoli obrneš, lep je. Lejte, tukaj stara hiška, pa lepo urejena pot do dol, tako da kar gremo do slapu. Smo že dol pri tem slapu. Ja, lepo so naredili. Ni kaj. Zakaj ti slap, ki ste ga prej videli, tam umeten? Zato, ker so tu že pred mnogimi leti, 100 in več, to vodo tle tako speljali zaradi tega, ker je tlele bil mlin. Evo,
Zdaj pa ti, ki si iz družine, ki so imeli mlin, razlož, kako to. A ga imajo še? Še dela? Naš dela, seveda. Ja, pol je bolj kot ta. Mlinski kamen. Ja. Ampak eden manjka. Manjka, da se vmes smele, ne? Ja, seveda. Pa nas pride žito na mlinski kamen. Tle je voda od spodaj. Mlina pa, to je, kar je tle. Napišem te prošno, če v tebe na šihtu vzeli, da jim tule zalaufaš. Tudi podrazne ne. Ja, neč, pol pa še naprej ne bo laufalo. Ne znam. Ne znam. Razen, če mož pride, ampak... No. Še ena stvar, ki mi tukaj na Azorih všeč, je to, da imajo posod WC-je in so posod zastonj in posod so lepo urejeni. Morda so malo bolj simpel, ampak zmerno so čisti, lepo diši, tako da vrhunsko, vsa čast jim. Prišli smo še na eno razgledno točko, lahko bi šli z avtom dol, sem nismo šli, je kar mal strma, dajte, gremo pa do tistega slapu tamle. Tle se še ne vidi, ampak to je dvojni slap. Gremo. Škoda, ker že sonce pada, ker drugače bi bilo tole vrhunsko z dronom. Ja, more je pa zakon. Wow, to pa meni da energijo, veselje. Tole, kaj valove rad poslušam, zato tle kar se do pa poslušal valove. Ampak gremo do slapu. Do tukaj bi lahko z avtom prišli, ampak kako je tu strmo. Ne vem, če bi tale naš Kaškaj tule zmogel. Oziroma, če tale, ne vem, kaj je to, en Fiat, pol bi tudi naš Kaškaj. Prihajamo na cilj, bučno od vode, kar seveda jaz rad slišim. Evo, tamle odzad je slabo, bom nehal snemati, kaj gre glih ena gospa, gospod, pa kaj pridem gor, pa še enkrat pokažem. A jaz sem mislil, da pa Maja pozira za Instagram, pa vidim, da rok. Super slab, a? Tole, treba kakšno dobro fotko narediti. Dober je, res je dober. A drugače pa fotke objavljam na Instagramu, tako da vsak dan zvečer objavim najboljše fotke dneva in pejte se pogledat, najdete me na Tomaž Gorec, pa zasledite me na Instagramu, da boste videli te zanimive objave. Evo ga še malo od bližje. Ne res ljudje, naredil sem par fotk, nujno jih morate pogledati na Instagram. Res nore so, nore. Maja kar korajžna, tlele po mokrem. Blejka, ali ne, bohinka. Najbrž, če me slišala, bi znorela. Sej me je, čeprav je fejst vse ropotata slab. Zmaga! Evo, nismo to stari še za stran vrč. Dobra napoved za boks. Naš razbol boš unga majstra. Mene ščist. Jaz sem pa Evo zmagal! Sem se pa bal, da te ne bom. Wow, kakšen lep roštilj plec. Evo, tle imaš tudi roštilje. Tamle dol odzad pa morje. Super. Danes imamo dan slapov. Gremo še en slap pogledat. Zadnjega danes in zadnja stvar danes, ki gremo pogledat. Tlele imajo dobro pot dol, pa kar gas, se že malo mrak dela. Zdaj smo prišli do reke, samo Rok pravi, da ni to ta slap. Ne ve točno, ali moramo iti gor ali dol, ali se mogoče celo ne dajeti, zato ker je preveč vode, bomo videli. Vodič pravi, da je nižji dol. Ti si videl, tam se je razcepla pot,
tako da je še ena pot za doljet. Je bila tablica, je bila glih kar. Ja. Gremo. Evo, smo najdeli pot in zanimivo, da gre ta še nekam. Tle je pohodništvo, kakor češ. Evo, Cascata de Gruta. Cascata je tudi v španščini, če se ne motim. Evo, kdor išče, najde. In tudi mi smo ga najdeli. Ni sicer nekaj, da bi rekel, ful lep, ker je blatna voda. Ampak veste kaj, ne? Jaz nikoli ne rečem, da se ni splačalo iti. Zato, ker sem se pa fino pretegnil, ne? Tako da, mislim, hodil, zmatral, naredil nekaj na kondiciji, ne? No, tale votlinca spodaj pa kar zmaga. Tako da, ja. Vejte, v vseh pogledih se je splačalo iti. Evo, iza slapa. Fino. Ljudje, ne boste verjeli, ni bil ta zadnji slap. Še enega gremo pogledat. In to je Cascata do Teofilo. Evo, vidite, da so ene zapuščene bajte. Včasih je en tle živo. Ja, kam dol se gre slab pogledat, ne? Evo, še malo pa smo tle. Evo ga. Podoben prejšnjem, ampak videli pa smo ga. Zdaj pa najbrž, da to je pa res ta zadnji slap danes. Ampak ni pa še to vse, kar bomo videli. Zdaj gremo še nekaj zanimivega pogledati, tako da glej naprej. Ljudje, tole je noro. Veste kaj umetnost? Telih 92 kil, prvo leč dol iz doline gor. Kaj sem se namatral. Ampak občutek pa dober. To je bil dober trening za boks, ki ga imam 1. decembra. Tako da tudi na zorih treniram. Tako da, sem kar dober.